Gledalke in gledalci, danes vam predstavljamo mlado perspektivno skupino in sicer Lumberjack. Z nami je Blaž Grünfeld. Blaž, pozdravljen. Zdravo, hvala. Mlado sem rekel, ampak pravzaprav niste tako zelo mladi. 11 let šteje skupina, če gremo čisto do začetkov leta 2012. Ja, začetki segajo v osnovno šolo, ko sta v bistvu pevec in pa basist Jaka in Rok začela skupaj igrati. Takrat je v bistvu Rok začel s prvotno idejo, da dajmo začeti band, tako da je povabil Jakata, počasi se je pol skozi leta ta zasedba zastavljala. Fantje so takrat mene še ni bilo v bendu, toliko vem zgodovine od njih, tako da so drajsali nekaj časa na placu, komade so vadili, tako da 2018 je bila pa pol tista prva plata in tisti udaren začetek. Ja. Čeprav prvi singl Oči je šel 2017. Trenutni člani ste Rok Ahavčević, pevec in kitarist, tudi frontman, zelo lahko prepoznaven, v bistvu, če tako rečeva za Rok, ker je edini dolglasec v vaši skupini. Po novem, ja. Ja, tako. Potem Blaž Grünfeld, Jaka Novak, Blaž Kuster, Anže Omahen ni več pri vas, pa Žan Boc, prav tako ne, David Podgornik in Robi Glač sta prav tako nekdanja člana. Ampak če začneva pri Lumberjack, ker običajno si band nadane neko ime, kako pravzaprav priješ do Lumberjacka? Ja, to je bilo čist spontano je bilo. Dajmo najdeti neko ime, ki bo v bistvu udarno, ki se bojo ljudje zapomnili, ali pa pripomogli k temu, ker pač igramo tak pristan rock'n'roll, da so ljudje rekli, pismo, vi pa žagate kot drvarji. Tako da smo pol iz tega vzeli Lumberjack. In to je, ja, telovnik. Lumberjack je telovnik, ki ga nosijo. Torej, prvi singl Oči, za tega ste posneli tudi svoj prvi videospot. Je bilo to že v tvojem obdobju ali še pred tvojim obdobjem? To je bilo še precej pred mojim obdobjem. Ampak sem pa kot oboževalec takrat skupine, sem spremljal fante, kaj so delali. Tako da nekako sem bil še vedno v stiku s tem. In odkot prihajate? V bistvu prihajamo iz Dobre Polje. Zdaj, eni bi rekli, da je to že Dolenjska, eni pravijo, da je še to en majhen del Ljubljane, tako da fantje za zmer pohecajo, da za Ljubljančane smo Dolenjci, za Dolenjce smo pa že malo Ljubljančani. No, vse se to sprašujem, ker definirano je uradno kot Ljubljana, tako da. Ja. Ja, Nika Records je izdala tudi EP, vaš EP, Nov klišej. To je eno izmed takih imen, ki mi je ostalo v spominu. Zakaj klišej? Ker niste klišejski, bom rekel. Ja, mogoče še vsem, ker v bistvu naša glasba v osnovi pač, bi rekel, bazični rock'n'roll, ki bi mogoče marsikdo rekel, da je osnovan nek klišejski, ampak novi klišej pa, novi rock'n'roll, skušamo biti moderni čim bolj. Zdaj, če smo pri rock'n'rollu, kaj je pravzaprav klišejski rock'n'roll in kaj je novi rock'n'roll? Se da to sploh kakorkoli razmejiti? Ja, v bistvu, kot glasbenik bi težko rekel, da ne bi rad tega razmejil. To je mogoče bolj v očeh publike, bi rekel, tisti klasični rock'n'roll, s katerim nas mogoče lahko primerja eden tak bendov je Bigfoot Mama, ki so že na sceni 32 let, naprimer. Nek novi moderni rock'n'roll smo pa mogoče mi, ki smo vzeli isto formulo, torej njihovega rock'n'rolla pa ga probali na drugačen način predstaviti. Ker v bistvu se mi zdi, da osnova ostaja, forma se morda spreminja. Kajti osnova so neki kitarski rifi, morda malce bolj glasno, če tako rečemo, in kar je tudi prav, da te besedila udarijo, oziroma da jih slišiš, pa morda z močnimi kitarskimi rifi ali pa glasnimi kitarskimi rifi tudi spodbudiš poslušalke in poslušalce ali pa gledalke in gledalce, da prisluhnejo temu, čemur naj bi prisluhnili. Ja, absolutno. Sicer zdaj smo se pa probali mičken umakniti od teh glasnih kitar,
Se mi zdi prav na novi plati, torej drugi plati, Dejt smo mogoče vsi skupaj inštrumentalno stopili korak nazaj, pa dali malo večjo vlogo vokalu in pa besedilom, da to tudi še bolj pride v ospredje. Kar mi je tudi zelo, bom rekel, všeč, pustiva zdaj Špil lige in tako naprej, ampak s pesmijo Lepote dna ste nastopili tudi na Emi. In na Emi smo večinoma vajeni popevk, klasičnih popevk, ampak da se rockerji postavijo in odločijo se udeležiti Eme, je pa nekaj ne ravno vsakdanjega. Ja, ni ne. Je bil to kar v bistvu preskok, no, ampak hkrati v bistvu pa odlična priložnost, da se predstavimo širši publiki, pa v bistvu damo vedeti, da obstajamo in ustvarjamo in upamo, da bo to komu tudi všeč. Ravno prej smo govorili o Måneskinnih, smo jih omenili, ki so pa zmagali Eurovizijo, tako da imamo še nekako še vedno upanje, da ta pač rock'n'roll še vedno je poslušan in ima neko publiko še. Poslušanje, absolutno. Odvisno je samo, kako ga zapakiramo, kajti če zdaj vzameva, omenil si Måneskin, Måneskin so pravzaprav kot vedno italijanski predstavniki najprej zmagali na festivalu v Sanremu, ki smo ga bili tudi vajeni kot zgolj nek popevkarski festival, ki naj bi bil sicer največji v Evropi, ampak zadnja leta so zmagovalci precej drugačni, kot smo jih bili vajeni. Recimo Måneskin, potem sta bila Mahmud in Blanco z Brividi, pravzaprav so malce drugačni prijemi, se mi zdi. In je to dobro za vas? Ja, absolutno. Mi se tudi kot ljudje, kot glasbeniki se razvijamo naprej, tako da vse te spremembe absolutno sprejmemo in jih spodbujamo. Eden tistih je tudi skladba, ki jo bova predstavila. In kaj je pravzaprav eden tistih, kaj je sporočilnost skladbe Eden tistih? To je lahko nekdo iz množice ali pa nekdo, ki malce štrli iz množice. Eden tistih, ki štrlijo iz množice. Ja, eden tistih je tako ljubezensko sporočilo bolj. Morda sem eden od dveh, eden tistih, ampak ja, je definitivno pač nekdo, ki izstopa iz množice. Ali pa si želi izstopati zaradi... Ali pa si želi, absolutno. Iz nekih emocionalnih teženj, pa tudi videospote, ki jih snemate, so povedni. Če jih človek pogleda, morda ne samo enkrat, morda je treba pogledati kak videospot tudi dvakrat, zelo premišljeno narejeni. Ja, absolutno. To pa vse je zaslužena za vso to trdo delo pa podobo naša režiserka Vita Orehak. Zdaj že z njo sodelujemo, torej pol leta, odkar smo ustvarjali to ploščo. Sicer sodelujemo že več časa, prej je bila ona tudi kot fotograf na koncertih, tudi zdaj je Kino Šiškov slikala. In ja, ona je enostavno vzela naš komad, smo ga dali za poslušati, prebrala besedila in smo potem pač v glavnem skupaj predebatirali, kakšen bi bil scenarij, oblačila, scene, ona je potem naredila popolno scenografijo. Tako da ja, absolutno je ona tista, ki je nam pomagala iti tisto stopničko naprej, da ni videospot samo nek medij, skozi katerega smo mogoče lepi, nekaj predstavimo, ampak da damo tudi neko sporočilo naprej. In to je bil pač nek ogromen korak naprej v razvoju benda, tako da ni samo glasba, ampak je nekaj več, torej nek širši pomen. Eden tistih. Dobro, poglejmo in prisluhnimo. Čakal bom jutro in pisal o tem, kako pogrešam tvoje ustnice. Da sem romantik in nisem resen, pridem do tebe brez prepustnice. Morda sem eden od teh in eden tistih. Morda eden od dveh v tvojih mislih.
Bila sva pri eden tistih, to je ena izmed skladb, ki sva jo izbrala za najin današnji pogovor in to je iz vašega, reciva svežega albuma, pravzaprav je Nika Records šele distributira tale album, predstavili ste ga tudi v kinu Šiška in kot sva se menila, je bil nastop, ja, malo Måneskin-ovski. Ja, absolutno. Ja, tukaj mogoče ciljamo na našo podobo na odru, pa ja, smo se v bistvu, če greste pogledati naše fotografije koncerta, ja, smo bili mogoče malo bolj drugače oblečeni, mičkam bolj drzni, pa tudi dovolili smo si, da si damo make-up na obraze, no, tako da, ampak nam je pa to definitivno bilo všeč, da smo dali spet, tako kot sem omenil, da je bila v videospotih neka podoba, da to podobo potem še naprej prenesemo na koncerte. Kar je dobro, kajti zdaj o tem make-upu sicer ne govorimo, ampak vsi vemo, da so vsi glasbeni od Kissa, če greva desetletja nazaj, do hard rockerjev takšnih in drugačnih, vedno vsi nosili make-up, ker to pač nekako spada zraven. Čeprav bi naj to kao ne počeli, ne? Sploh rockerji. Videli pa smo tudi pri Måneskinih ali pa še pred Måneskini na evrovizijskem odru pri Lordih, da se da tudi z vizualno podobo veliko narediti. Ja, absolutno. To je tista glavna esenca koncerta, torej kako sploh energija, ki jo mi damo na odru, energija, ki potem publika sprejme. To pač en velikih korakov, ki smo zdaj naredili, torej je v bistvu postal neka perspektiva, nek aspekt, v katerem smo zdaj dodobra začeli razmišljati in smo se odločili, da bomo tudi to ukomponirali v koncerte še naprej. Torej, da ne prideš v koncertu v neki majici, pa pač bomo že, ne, ampak da tudi kot band nastopimo v neki podobi in damo pač neko pravo energijo od sebe. Ne. Tudi z pomočjo glasbe, oziroma, ne vem, vaša glasba odraža tudi, sicer je rdeča nit, tako kot ste sami zapisali tegale albuma, ki ga predstavljava, ljubezen. So pa tudi druge teme. In ja, eno skladbo sva že slišala in sicer sva slišala eden tistih. Nisem isti, pa ima ja, malo manj ljubezensko konotacijo. Ja, ta je mečkan manj ljubezenski, tukaj je pa mečkan bolj, bi rekel, introspektiven, torej nismo isti. Ne. To je bil prva pesem, ki smo jo izdali po koroni, je tudi pesem, ki je zdaj najavila album, torej letos, ne, da prihaja ven. In ja, govori o tem, da nismo več isti, tudi mi nismo več isti, smo od leta 2018, za ene par let smo se postarali, ene par stvari smo doživeli, na kateri smo dobili službe, punce, fante, partnerji, življenje je prišlo in v redu seveda korona, ne, ki je vse nas malo izoblikovala, ne, tako da. Zdaj, pri koroni je tak, ne, eni pravijo, da jih je v negativnem smislu, kar verjetno tudi je, opredelila oziroma označila. Kako vi kot band gledate na korono? Kako Lumberjacki gledate oziroma ste pogledali, vse jo bova še slišala, v komadu Na korono? Ja, v bistvu korona je bil zelo težek obdobje za celoten band. Torej, zgodile so se tudi neke spremembe, kar se tiče zasedbe. Ena izmed teh je, da sem jaz potem prišel v band septembra 2022. Tako je. In ja, bili so težki časi v smislu, da nismo sploh vedeli, a bo band še obstajal po koroni. Torej, najavili smo kino Šiška, bilo je polovico kart prodanih, koncert bi se mogel zgoditi marca 2019. Kar od enkrat je pa nekdo rekel stop. Potem pa zdaj, kakor vidimo, 3 leta tišine in miru, ne, tako da noben ne vedel, kaj bi se zgodilo.
Ampak všeč mi je, da ste izrazili v skladbi Nisem isti, kot sem bil pred 3 leti. Ne samo, kar se tiče, da smo morda 3 leta starejši ali pa, ampak zgodile so se stvari ne samo okoli nas, ampak z nami. Ja, absolutno. Pač vplivanje na naše odnose, vplivanje na nas. Vsak se je mogoče malo bolj poglobil vase, je imel čas razmišljati o stvarih, sploh v viziji benda. Nekateri so imeli čas pisati nove komade, nekateri smo pa enostavno čakali, da mine. Ja, je bilo kar zanimivo obdobje. Eni so pa izkoristili za pripravljanje novih skladb. Prav v Lumberjackih je bilo, se pravi, malo zatišja, nismo vedeli, kje točno se bomo videli po koroni, tako da zdaj smo pa veseli, da smo nazaj v tistem polnem zagonu. Smo se videli po koroni, iztočnica, ampak ne isti, torej nisem isti. In res nisi isti, če greva zdaj do naslednje skladbe z tega albuma, ki jo predstavljava. In prav na to sem ciljal tudi, ko sva se pogovarjala o vaših videospotih. To je skladba Sam in videospot Sam. Najprej Nisem isti, potem pa je tudi Sam, in če videospot zelo dobro pogledamo, se ta ne samskost, ampak samota da lepo videti. Ja, to je bil v bistvu cilj predstaviti skozi videospot res grobi pomen besedila, ki sicer mogoče ni toliko ljubezenski, kakor so na primer ostala besedila. In ja, je
predstavlja to samoto, ne, mogoče, ko smo jo doživljali med korono, mogoče tudi v drugih časih in ja, tukaj v videospotu, ko ga boste lahko videli, je Rok sam sredi puščave, tava in tava, vid slike nas, ampak nas v resnici ni, no, ampak mislim, da je pa tudi na koncu tako lepo sporočilo, no. Ampak v zadnjih sekvencah vseeno pridete vsi okoli Roka, se zberete, tako da nekako presekamo to samoto. Ja, tukaj na koncu smo pol prišli skupaj in no, Roka smo zložili v kovček, pa ga odnesli s seboj, ne. Tako da, to je pa pač tudi, ni vse slabo, pač vedno je možnost imeti pozitivo, ne. To je ena nijansa, ampak tudi pokrajina, kjer ste snemali, je prav dobra, ne. Mislim, samo kamenje, skoraj nič zelen, res si sam, nekje, kot bi rekli, pri sosedovih usred ničesa. Ja, snemali smo na Pagu, soboto in nedeljo, torej cel vikend, tako da tudi smo bili sami sred te puščave, ne, kamenja, ampak je bilo pa tako zabavno obdobje, no, ekipa je bila odlična, no, tako da. Kostumografi so poskrbeli tudi za primerne kostume, tam ste res lumberjacki z kavbojskimi škornjami kavbojkami in lumberjacki pa s klobuki, tako da, ja. Ja, smo rekli enkrat, pač mora biti čas, da se predstavimo to, kar smo, ne, torej lumberjacki, ja. Čeprav Rok je malo Måneskin-ovski, kljub vsej lumberjackovski. Ja, Rok je to prav. prav. Pa mal make-upa, tako da, ja. Lahko se, mislim, da vsak poistoveti, če vsaj enkrat, dvakrat prisluhne ali pa pogleda videospot sam, kajti zares v nekem trenutku smo vsi sami, kar ni nujno slabo. Ne, absolutno ne. Rabimo kdaj čas zase, rabimo tudi čas za prijatelje, tako da neka zdrava mera vsega mora biti. Ne. Sam in lumberjack. Priznam, daj prosim, vzem me s sabo, ker sem sam. Ni novega, tukaj vsak se prepozna, tukaj nič se ne zgodi, ko da smo ustavljeni, sami na ulici, ko da svet se ne vrti, več kot imaš lahko ti tam, vzem me s sabo, ker sem sam. Daj prosim, vzem me s sabo, ker sem sam. Daj prosim, vzem me s sabo, ker sem. Tukaj nič ni novega, slaba muzika igra. Tukaj tisti smo ljudje, ki ne išče jih nihče, sami na ulici, ko da svet se ne vrti, več kot imaš lahko ti tam, vzem me s sabo, ker sem sam. Daj prosim, vzem me s sabo, ker sem sam. Prosim, vzem me s sabo, ker
Blaž Grünfeld in spet sva pri ljubezni. Bela laž, disko ljubav, dobro veš, dovoljene so vse stvari, lepote dna. Ok, eden tistih nisem, isti pa sam sva že razložila, potem pa še ti in Usodna. Usodno bova slišala. Ampak res je cel album, če pogledava po naslovih skladb, zelo, zelo prepleten z ljubeznijo. Ja, na koncu dneva se vse vrti okoli ljubezni, ne. Ali je to ljubezen do partnerja, do staršev, do prijateljev, do stvari, do benda, ne. Mislim, da je to tista glavno vodilo pa motivacija v življenju, ki jo mi nosimo s sabo, ne. Ni pa ljubezni do denarja. Ja, probamo ne. What's the color of money? Ja, denar je neka nuja, ki mora biti, a ne. Pač moramo pokriti stroške videospota in snemanj, ampak ne, je prijateljstvo, tista ljubezen do prijateljstva in ljudi. No, sej na to sem ciljal, ker rockerji imate običajno sporočilo, da smo vsi ljudje, da si vsi zaslužimo živeti, kakor si želimo in tako naprej. In običajno je ekonomija tista, ki potem uspešno to zavre. Ja, tudi zdaj, ko smo dobili stroškovnik za vso Šiško in z videospote, je bilo ogromno denarja, ne. Ampak neko nujno zlo, ki je na koncu tudi celotno ekipo in nas skupaj združila, tako da nič ni v denarju, vse je o odnosih, o vseh doživetjih, ki jih imamo skupaj, no. Ja, ker sem prebral tudi tvoj intervju, in tam si veliko razlagal o odnosih oziroma veliko povedal, in to se mi je zdelo lepo, da je večina v odnosih, ni vse v denarju. Denar je nujno zlo, brez denarja, bodimo realni, ne moremo živeti, ne moremo ustvarjati, skratka, je nujno potreben, ampak ni pa to ultimativni dohvat, za čimer bi se veljalo pehati v življenju. Ne, absolutno, ja. Mislim, vidim, kako ljudje gledajo na denar kot nekaj, s katerim se pohvalijo, kar je tisti cilj, da imam neko visoko vsoto, veliko vsoto denarja in da, ko bom to imel, sem srečen, ampak na koncu, če je hiša prazna, če nimaš koga poklicati za večerni sprehod, mislim, se greš lahko z denarjem naokoli, sam denar te ne posluša, denar te ne objame. Tako je, to zna biti usodno. Ja. In to ni zgodba usodne, o zgodbi usodne boš zdaj povedal. Ja, zgodba usodna je pa, v bistvu govori o tistem usodnem trenutku, torej usoden trenutek spet ljubezenski, torej na primer greš s partnerjem oziroma simpatijo na dejt. In tisti dejt je lahko usoden, lahko je v pozitivnem smislu, da bo to pač zveza, ki bo trajala, lahko je pa usoden razplet, ko vidiš. Ko sva pri dejtu, daj malo tole majico proti kameri, da vidimo, to je namreč tudi naslov vašega albuma in če dobro pogledamo, ustvaril je pevec skupine Rock. Ja. In če dobro vidimo, sta to, bova rekla, dvoje ustnic, ki se približujeta. Ja. Ne bova bolj eksplicitna. Pustimo, naj si publika sama razlaga, kaj je potem, ampak ja, to je pač ljubezen in rock and roll, kakor rečemo. In potem je lahko usodno tisto, kar se zgodi na dejtu, tako ali drugače. Ja. Blaž Grünfeld, preden bomo poslušalke in poslušalce, pa gledalke in gledalce prepustili zadnji skladbi Usodna. Najlepša hvala, da si bil naš gost in da smo izvedeli veliko zanimivega, kako rockerji pravzaprav razmišljajo. Kajti mislim, da si veliko ljudi napak razmišlja, da je to neke vrste razbijanje in recimo temu upor proti obstoječim strukturam, ampak pravzaprav rock nima tega namena. Absolutno, to je svoboda in to je, kar je glavna stvar, torej svobodno izražanje, ki ni nujno agresivno, lahko je
Tukaj že ponavljam polno ljubezni, a ne, in pozitive. Ne. Torej, z dobro v slabem, slabo v dobrem. Ne. Najlepša hvala za tale zaključek. Ja. Hvala vam.